pozdravljeni, začel se je nov mesec, s tem pa tudi nova oddaja Aktualno na GFML. Dan zaljubljencev smo dijaki preživeli v šoli, saj so potekali informativni dnevi za 9. razrede. V mesecu februarju so na šoli potekali informativni dnevi za programa Gimnazija in predšolska vzgoja z namenom, da bi osnovnošolcem 9. razreda čim bolj olajšali odločitev za vpis v srednjo šolo in jim pomagali, da si ustvarijo predstavo o tem, kje, s kom in kako bodo na naši šoli preživljali svoja dijaška leta. Dijaki smo našim bodočim fazanom pripravili pester kulturni program, jih virtualno popeljali po prostorih šole, pri tem pa nam je pomagal čisto poseben gimnazijec, naš nagajiv šolski duh Oskar, ki je velikokrat kaj ušpičil. Na začetku predstavitve gimnazijskega programa je zbrane pozdravil naš šolski band The Flow, nato pa jih je Oskar virtualno popeljal po prostorih naše gimnazije in jim predstavil gimnazijski dan na GFML. V naslednjih posnetkih smo jim predstavili pouk in različne dejavnosti na šoli, kot so terensko delo, poskusi v laboratorijih, ekskurzije, tekmovanja, obšolske dejavnosti in izpeljane dobrodelne akcije. Prav tako smo predvajali posnetke, katerih avtorji smo dijaki sami in s katerimi smo dosegli že veliko uspehov na tekmovanjih. Poleg nastopa našega benda smo program popestrili z nastopom pomurskih dečkov in pevskega zbora, z gimnastično točko Katarine Vrzel in plesom Tjaše Gazdak in skupino deklet, ki so nam s svojo točko približale francoščino. Jaz sem pa Franc Miklošič, Vlotmerki doma, tam, kaj je gimnazija, znana polna vsa. Odločaš se za šolanje, to ni kar tak, vabljen, da k nam vpišeš se, naš boš dijak. Naš dijak je rsak, ob vsem znanju še junak. Ko bo star 18 let, ponosno znanjem šel po svet. Naš dijak je rsak, ob vsem znanju še junak. Ko bo star 18 let, ponosno znanjem šel po svet. Videli smo tudi športno vzgojo na malce drugačen način. Da bi bodočim dijakom približali jezike, ki se jih bodo učili na gimnaziji, smo jim predstavili naši naravni govorki angleščine in nemščine, gospo Beverly Landrycombe in gospodično Elizabeth Lindemann. Program predšolske vzgoje so dijaki popestrili z odlomkom iz njihove igrice Tomi v živalskem vrtu ter s številnimi glasbenimi in plesnimi točkami. Predstavili so se s kitarskim orkestrom, klavirsko točko, z bum palicami, orfovimi inštrumenti, s plesom in s pevskim zborom. Devetošolcem smo pokazali tudi video Poklic vzgojitelja, s katerim so naši dijaki predšolske vzgoje zmagali na 2 natečajih. Ko se dela novi dan, grem v službo nasmejan, čakajo otroci polni sanj. Igralnica mi ni neznanka, tudi otrokom ni uganka, poznajo jo kot lastno dlan. Pojem, rišem, telovadim, na otroke ne pozabim, vse otroke rad imam. Vsak dan, ta poklic vzgojitelj, pazim vaše otroke, z njim se poigravam, naj bo sonca dež. Majhni ti otroci, veselje nam delijo, z nami se učijo, same nove stvari, bodi otrok še ti. Ker
Ker smo pa dijaki do takrat že veliko povedali in pokazali, smo za besedo prosili še našega ravnatelja, gospoda Zvonka Kusteca, ki je razložil, zakaj je vpis na gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer prava odločitev. Kje so njene prednosti? Seveda, vse to ne pride kar tako in skozi 4 leta, da pridete do konca, je nekako potrebno vsako leto dobiti pozitivno spričevalo in tako naprej. In zdaj, če imate neki strah, vam tale naslednji graf lepo pove, da je učni uspeh ob koncu šolskega leta praktično na 99%. To pomeni, da mogoče kakšno leto en dijak izmed cele generacije nekako izostane oziroma se iz nekih razlogov, ki so včasih tudi ne prav prijetni v smislu zdravstvenih ali kakih odselitev, da se mu pač nekako podre tisto šolsko leto, vendar je to tako zanemarljiv procent, da smo, moram reči, kar ponosni. In vsi ti dobri rezultati skozi 4 leta nas pripeljajo do tega znamenitega grafa, po čemer smo verjetno bolj znana šola, ampak nismo zaradi tega, ponosni smo na vse naše dijake, ki so doprinesli k temu, in število zlatih maturantov, po katerem, jaz temu pravim, pride trenutek resnice na koncu šolskega leta, nam potem da tako zadevo, ki nas potem ponese nekako v vrhove slovenskih srednjih šol. Toliko imam jaz upam, da sem prispeval delček tistih informacij, da bo vaša odločitev lažja. Torej, se vidimo v jeseni. Hvala lepa. Naša svetovalna delavka Martina Domajnko je devetošolce seznanila s pomembnejšimi datumi v zvezi s spisom, s statusi in z učno pomočjo. V letošnjem letu smo že razglasili, da imamo oddelek umetniške gimnazije, kar pa se je potem žal v razpisu ni pokazalo tako. Zdaj na temu diapozitivu vidite, da mi sicer razpisujemo 4 oddelke gimnazije, vendar smo se tako odločili, že dopoldan sem uradno prvič povedala, zdaj povem še vaši skupini, en oddelek, ki bo formiran kot umetniški oddelek, s poudarkom seveda bolj na dramsko-gledaliških vsebinah. Tako da tole ne pomeni, da bodo kakšni posebni drugačni programi, ampak te dramsko-gledališke vsebine se bodo jemale iz izbirnih vsebin. Da bi navzočim še bolj olajšali celotno odločitev, smo jim s posnetkom prikazali mnenja in izjave staršev, dijakov, profesorjev, znanih pisateljev, doktorjev znanosti, novinarjev in drugih, ki so v svojem življenju bili povezani z našo gimnazijo. Zavest o pomenu šolanja se tudi danes v Ljutomeru oziroma Prlekiji odraža v visoki kvaliteti gimnazije. Odlični uspehi pri maturi kažejo njeno nadpovprečnost. Ta se izraža kasneje v uspehu dijakov na univerzah. Mislim si, da takih rezultatov dolgoročno ni mogoče dosegati brez velike predanosti profesorskega zbora vseh generacij. Njihove sposobnosti, da za znanje navdušijo mlade ljudi vseh generacij in seveda staršev, ki to vse skozi podpirajo. Želim, da to tradicijo po svojih najboljših močeh, gospod ravnatelj, ohranite tudi naprej. Jutri bo znana lestvica najuspešnejših osnovnih in srednjih šol pri nas, ki je bila pripravljena na podlagi rezultatov nacionalnega preverjanja znanja in mature. Prvič pri nas jo bo objavila fakulteta Alma Mater, ki jo bo vsako leto posodabljala. Mi lestvico objavljamo že danes. Začnimo pri srednjih šolah. Teh je 178 ali na 81 dijaki opravljajo splošno maturo in to so najuspešnejše. Gimnazija Bežigrad, Škofijska klasična gimnazija, Gimnazija Vič, Gimnazija Želimlje in Ljutomerska gimnazija. V veliko veselje in čast mi je, da lahko danes
prisostvujem temu dogodku, tej svečani akademiji o 50-letnici te izjemne inštitucije. Ne govorim na pamet, ko rečem izjemne inštitucije, kajti ko sem v preteklih dneh spraševal po ministrstvu, da mi dajo kaj podatkov o gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru, sem dobil nekaj izjemnega, kar dobim redko. In sicer rekli so, ni finančnih problemov, ni organizacijskih problemov, ni statusnih problemov, gimnazija je tako rekoč ideal vsakega ministrstva. Na gimnaziji Ljutomer se vsi zaposleni trudimo, da dajemo dijakom najboljše. Zagotavljamo jim pester, kvaliteten pouk, širok nabor obšolskih dejavnosti, ki vodijo do vrhunskih rezultatov. Moje izkušnje so, da je to šola, ki dela za bodočnost in resnično dijake usmerja, jim nudi ogromno znanja, jim nudi ogromno perspektivnega dela, tudi individualnega, z raznimi strokovnimi, tudi prispevki, strokovnimi izdelki, ki jih lahko dijaki dejansko ustvarjajo skupaj z profesorji. In mnenja sem, da je to danes v današnjem času zelo pomembno, kajti šole se morajo pripravljati vedno, morajo biti korak pred drugimi, ker edino tako bomo ustvarili in pomagali mladim, da gredo po tisti poti, ki so si jo začrtali. Vsem, ki se želite vpisati v gimnazijski program ali program predšolske vzgoje, predlagam, da se vpišete na našo šolo, kajti naša šola ponuja poleg obveznih učnih vsebin tudi široko paleto izbirnih vsebin. Tudi sam sem bil dijak te gimnazije, na katero imam zelo lepe spomine iz dijaških let. Mislim, da so gimnazijski časi tisti, ki mladega človeka zares izoblikujejo. Ko sem se sama odločala za srednjo šolo, sem razmišljala o medicini, da bi postala učiteljica. Ni mi bilo čisto jasno, kaj vse lahko človek postane. Šele ko sem prišla na gimnazijo, sem videla, da obstaja 1001 možnost, odpirala so se najrazličnejša vrata in kar se mi zdi najbolj pomembno. V tej gimnaziji nas niso silili, niso nas usmerjali in nam kazali, ta pot je prava, tista je pravilna. Temveč so nam odpirali nova obzorja. Vsemu znanju in uspešnosti, ki jo pridobite na naši šoli, na naši hiši učenosti, vam polagam na srce, da smo v tajništvu tudi dobre. Večkrat podarimo prijazen nasmeh in lepo besedo. Zato pridite. Skratka, vse, kar vas zanima, lahko najdete na GFML. Pa lepo je. Tu pa se informativni dan ni končal. Po izpeljanem programu so profesorji bodoče dijake popeljali po šoli v različne delavnice, ki so jih pripravili dijaki skupaj s svojimi profesorji. Resnično upamo, da smo s celotnim programom bodočim dijakom približali našo šolo in jim zagotavljamo, da smo mi prava izbira, saj smo šola priložnosti. Z vpisom na našo gimnazijo bodo pridobili veliko znanja, našli nove prijatelje, poleg tega pa razvijali svoje talente v številnih krožkih in izbirnih vsebinah in sodelovali na številnih tekmovanjih. Najpomembnejše pa je seveda, da se na koncu lahko vpišejo na katerokoli fakulteto. Odprta jim bodo vsa vrata, zato z znanjem ponosni v prihodnost. Teden pred kulturnim praznikom smo dijaki imeli različne aktivnosti. Slovenski kulturni praznik je bil letos v soboto, dijaki GFML pa smo se kulturnemu prazniku posvetili celotni teden predtem. Ponedeljek 3. februarja so dijaki 3. letnikov spoznali osnove filmske produkcije v prvem sklopu delavnic Skrivnosti neodvisne filmske produkcije. Sanje malega človeka je na prvovrsten doživet in realen način predstavil odličen slovenski igralec Vlado Novak. Maturantje, ki so bili na monodrami prisotni, bodo slišano lahko koristno uporabili pri pisanju maturitetnega eseja, ki se nezadržno bliža. Ta kulturno zelo bogat teden smo izkoristili tudi za zaključek likovnega natečaja Nismo Picassi, razumemo Picassa.
Na natečaju so sodelovali slovenski srednješolci, izbor njihovih del pa smo razstavili v galeriji Anteja Trstenjaka ter v četrtek 6. februarja pripravili otvoritev razstave ter razglasitev najboljših del. Kulturni program so pripravili naši dijaki z recitali v vseh jezikih, ki se jih učijo na GFML. Sledila je razglasitev najboljših. Tretjo nagrado je naša komisija dodelila delu klasika Anteje Gorjan Gazdak iz naše šole pod mojim mentorstvom. Anteja. Iskreno vam bom šli ti delala naprej. Čestitam. Drugo nagrado je komisija dodelila delo Avtoportret avtorice Barbare Lenarčič, prav tako iz naše šole, njena mentorica je profesorica Karolina Erjavc. Barbara, vem, da bodo te barve pristale na tem platnu in nam prikazali spet kaj lepega. Čestitam. In za najbolj prepričljivo smo odbrali portret avtorja Sergeja Bohinca iz gimnazije Kranj. Mentorica tega avtorja je Mojca Kranjc-Zevnik. Otvoritvi razstave je v Kulturnem domu Ljutomer sledilo prešernovanje, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, letos na malce drugačen način. Ustvarjalnosti drugih letnikov so mentorji pustili popolnoma prosto pot in tako je vsak razred pripravil ter predstavil svoj pogled na Prešerna. Nadebudnosti, drznosti in kreativnosti mladih umov v dobri uri ni bilo videti konca. V četrtek 6. februarja smo kulturno obarvan teden sklenili z gledališko predstavo naše dijakinje 4. E, Klare Drakovič ter Lucije Rožman. Dijakom tretjih letnikov sta odlično zaigrale predstavo Čuvaja zadnjega kozarca vode pod režijsko taktirko Milivoja Mikija Roša. Kot vsako leto so tudi letos naši maturantje končno dočakali čarobno noč, maturantski ples. Pa so v mesecu februarju tudi naši maturantje dočakali najlepšo noč v njihovem srednješolskem času, maturantski ples. Prvi so zaplesali v petek 21. februarja in sicer 4. A, 4. E in 4. VA. V soboto 22. februarja pa so zaplesali 4. B, 4. C in 4. VB. Po napetih predpripravah, no vsaj za dekleta, so se dijaki počasi začeli zbirati pred dvorano vsi s popolnimi oblekami in frizurami. Ko je ura odbila 8, so vsi dijaki bili postavljeni pred plesiščem in pripravljeni za polonezo. Na plesišče so najprej prišla dekleta, nato pa še fantje. Po uvodnih besedah plesnega učitelja so predstavniki iz vsakega razreda povedali nekaj besed in se zahvalili vsem profesorjem ter naši Tončki, ki nam naši stiski, glede vsega, vedno poda prave informacije. Sledil je ravnateljev govor, nato pa so maturantje začeli s prvim delom plesov, standardnimi plesi. Po kar 4 neverjetno čudovito odplesanih plesih, četvorka, valček, angleški valček in tango, so dijaki na plesišče povabili profesorje in z njimi odplesali valček, nato pa je bil čas za kratek premor. Dijaki so se pridružili svojim družinam in prijateljem, pojedli predjed ter zadihali, dekleta pa so si seveda spočila svoje noge, saj je plesanje v visokih petah zelo utrujajoče. Po vrnitvi na plesišče so odplesali zadnji sklop plesov, latinsko-ameriške plese, kjer so se zavrteli v ritmih salse, sambe, foxtrota, swinga, bluesa, ča-ča-čaja, polke in kavbojske polke. Ker pa to seveda ni dovolj, so maturantje pripravili še en poseben ples, ki ga je plesni učitelj napovedal takole. Za naslednji ples si očetje, ki imate hčerke na plesišču, pokrite oči ter malo zamižite. Očetje, ki pa imate fante, pa na njih ne bodite zelo ponosni. In s tem uvodom se je začela predvajati glasba. Nobena druga pesem ni začela odmevati po dvorani, kot pa pesem od sester Lahko ti podarim samo ljubezen. Maturantje so se tako zadnjim plesom pozabavali in naredili svetovni plesni zaključek.
Za konec so dijaki na plesišče povabili svoje starše in z njimi zaplesali kar 13-minutni valček. Po prenajedanju z glavno jedjo so sledile razredne predstavitve. Vsak razred se je predstavil s kratkim filmom, nato so na oder povabili razrednika in predsednika razreda, ter se obema zahvalili za vse, kar so naredila za njih v teh kratkih 4 letih. Da bi prenehali skoraj jokanjem, smo vse goste povabili, da kupijo srečke in sodelujejo v srečelovu. Tako smo prodali več kot 1000 srečk in s tem pomagali našim maturantom do majic, slik, maturantskih kap in še kaj drugega. Ura je bila že skoraj polnoč in čas je bil, da se prava zabava začne. Tako smo se vsi lahko naučili plesati četvorko, ki smo jo popestrili z baloni. Sledile so še dolge ure plesa in zabave ter seveda torta za naše čudovite maturante. Maturantje so plesali do zgodnjih jutranjih ur, nato pa so na žalost morali zapustiti dvorano. Ampak to jih ni ustavilo, zato so se odpravili v bližnji lokal, kjer so svojo posebno noč, nato skoraj že dan, še kar naprej nadaljevali in tako dodali še en nepozaben dogodek v svoj spomin. Kot pa je navada naših maturantov, so v ponedeljek po maturantskem plesu na hodnikih šole še zaplesali četvorko. Po zmagi na tekmovanju Eurošola smo se dijaki odpravili v Evropski parlament v Štrasburg. Prejšnji mesec smo dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sodelovali na tekmovanju Eurošola in zmagali. Za nagrado smo se odpravili na 3-dnevno ekskurzijo ter si ogledali Stuttgart, Strasburg in München. Na pot smo se odpravili v sredo zvečer ter tako prispeli v Stuttgart v jutranjih urah. Po prvi kavici in zajtrku smo se odpravili v ulico, kjer se trgovine kar niso končale. Po 2-urnem nakupovanju smo se odpravili nazaj na avtobus ter se napotili proti Strasburgu. Ker smo v hostel prispeli prezgodaj, kar se nam še nikoli ni zgodilo, smo se odločili, da si ogledamo mesto. Tako smo se kar peš odpravili ter si ogledali Strasburg, ki nas je malce spominja na Amsterdam, predvsem zaradi hiš ob reki. Sprehodili smo se v notranjosti mesta, si ogledali katedralo Notre Dame ter obiskali nakupovalni center. Proti večeru smo se odpravili v hostel ter odšli spat, saj je naslednji dan bil zelo pomemben. O 8:30 zjutraj smo prispeli v Evropski parlament, vsi zelo elegantno oblečeni ter pripravljeni postati evropski poslanci za en dan. Vsi zelo navdušeni ter nestrpni, vstopimo v parlament in počakamo, da pridemo skozi varnostne preglede. Vse udeležence so odpeljali v veliko dvorano Evropskega parlamenta, kjer zasedajo pravi evropski poslanci. Zasedli smo njihova mesta, naredili nekaj fotografij, nato pa se je vse začelo. Najprej so nas lepo pozdravili in nam predstavili Evropski parlament ter Evropsko unijo kot celoto. Ko so končali, pa smo bili na vrsti mi, dijaki. Tako je iz vsake države en dijak prišel na sredino dvorane in v kratkem času poskusil najbolj opisati njihovo državo in šolo. Nas je predstavila Maja iz 3.A. Pozdravljeni. Hello to everybody. Our school comes from Slovenia. Perhaps some of you don't know where Slovenia is located. Well, whenever you notice a small country in the middle of the European map, shaped like a hen, this is Slovenia. Our capital city, Ljubljana, is located in a valley, but we particularly come from the head of the country. Our school is grammar school, which means that after 4 years of education, we can study whatever we want. As first languages, we learn English and German. On our school, we also have a subject called European Studies, which we can attend 1 year in 3rd year, and where we are learning all about European Union. Within this subject, we also go on an excursion to Luxembourg, Strasbourg, and Brussels. Now, our school is also often part of the international projects. For instance, next month we're hosting the project called the International Debate Weekend. Our students also have a lot of options to travel as debaters on international exchanges, or every student have an option to go on optional excursions, for example in Rome, London, Spain, and so on. And now we're here. Our young country, only 22 years old, is recognizable after many things. On only 20,000 square meters, different landscapes can be found, such as sea, Alps, karstic regions, hills and plains.
And did you know that we also have pronouns which refer to exactly two people? The word midva means you and me. Now, nowadays, you can hear a lot about Slovenia in a sport word. You can recognize us through word love, which is exposed and can be found in word Slovenia, and through green, blue and white colors. Our flag is white, blue and red though, but we are a green country as well. Actually, we are the third most forested country in the Europe. In September 2013, we hosted Eurobasket, but also the last 2 weeks, the whole Slovenia was up encouraging our sportsmen who have won 8 medals in Sochi. In Slovenia, there's 2 million of people, and we will always kindly welcome you in our country. So you're invited to visit us sometimes on a sunny side of Alps. Thank you. Merci beaucoup. Po predstavitvah je sledila anketa, kjer so nas spraševali o splošnih stvarih glede Evropske unije. Dijaki smo glasovali kot pravi poslanci in klikali zelen gumb za potrditev in rdečega za zavrnitev. Vse rezultate smo sproti spremljali. Po kratki zabavi so se stvari malce zresnile, saj smo lahko upravne uslužbence Evropskega parlamenta začeli spraševati vprašanja, ki nas zelo zanimajo. Po več kot enourni debati smo stvari na žalost morali zaključiti in se odpraviti na kosilo. Tudi tukaj nam je bilo zelo zabavno, saj smo se igrali igro Eurogame. Vsak dijak je moral poiskati 3 dijake iz različnih držav, saj smo morali odgovoriti na 23 vprašanj, ki so bila v različnih jezikih. Nato smo se po delovnih skupinah odpravili v sejne dvorane komisij, kjer smo začeli debatirati o problemih in vprašanjih, ki so nam bila dana. Vsaka skupina je imela določeno temo, kot naprimer pogovarjali smo se o prostih informacijah, o pretoku prostih informacij, potem o tem, kakšne možnosti imajo mladi pri zaposlovanju, kako bi te možnosti lahko izboljšali. Po zelo vnetih debatah smo zbrali 2 predstavnika iz vsake skupine, ki bosta naše delo in ugotovitve poročala. Moja naloga je bila kot predsednik, da organiziram debato. Potem smo tudi izbrali podpredsednika, s katerim so zelo dobro sodelovala in smo debatirali na temo, kako bi odpravili velike količine odpadkov hrane in kako bi to zmanjšali in potem zboljšali izkoristek hrane. Vsi skupaj smo se odpravili nazaj v veliko dvorano in začelo se je poročanje delovnih skupin. Po koncu vsakega poročila smo glasovali, ali se z njihovimi predlogi strinjamo ali ne. Med dijaki, ki so to vsem predstavljali, je bil tudi naš dijak Nino iz 1. letnika, ki pa velike treme pred množico ni imel. Nič posebnega, bilo je lepo, posebno seveda pač malo treme je bilo prisotne, ampak nič kaj resnega. Za konec je sledil še finale igre Eurogame, kjer so z različnimi vprašanji izbrali skupino 4 dijakov, ki so postali veliki zmagovalci. Po evropski himni smo se poslovili od Evropskega parlamenta ter se odpravili nazaj v hostel. Naslednji dan smo se s kovčki odpravili na avtobus in se napotili proti Münchnu. Po 5-urni vožnji, ki se je zdela neskončna, smo končno prispeli v München ter se odpravili v glavno ulico v centru mesta, ki je bila nabito polna. Po hitrem šopingu smo se peš odpravili proti tehniškemu muzeju, saj smo si tako lahko še ogledali kakšne znamenitosti. V muzeju, ki je bil kar 3 nadstropen, smo si lahko ogledali vse od letal, ladij, avtomobilov, tekstila, fotoaparatov, kamer ter mlinov. Po ogledu smo se odpravili na avtobus in zapustili München. Naša ekskurzija se je tako končala in spoznali smo 3 mesta ter veliko novih ljudi. To je bilo za danes vse. Vidimo se spet naslednji mesec. Adijo!